Lena Jarc, prihajam iz Ljubljane. Najprej se bom zahvalila vsakemu posebej, ki se je vzel čas na en tak lep in je prišel v knjižnico na eno zelo zanimivo potovanje, predavanje o potovanjih v zgodovino in pa o piramidah. Jaz sem drugače sama ljubiteljica piramid, ukvarjam se z risanjem mandat, to je sveta geometrija, in na končnem izletu pred parimi leti smo se odločili, da gremo pogledati piramide v Bosansko dolino piramid, v Visoko pri Sarajevu. In ker sem videla, kako dober in blagodajen vtis je naredil name in vse moje udeležence, ta obisk tunelov in piramid in dr. Semir Osmanagić, ki nas je vodil, sem se odločila, da začnem, da večkrat peljem skupine, da si pogledamo te odkupovalnine. Običajno z nami dr. Osmanagić, on je sicer veliko potuje po svetu, je moj posebni prijatelj, vsako leto organizira predavanja v Kopru, Mariboru in pa Ljubljani. Leta 2014 je v Cankarjevem domu, v Kopru je bil januarja in pa Mariboru ravno tako januarja. Vedno je, to se pravi, vedno dobim nekako informacije iz prve roke. To so zelo zanimive stvari, meni zelo ljube in upam, da bom kanček mojih izkušenj lahko danes v tem predavanju. Če pogledamo piramide, nas so v šoli učili, da so samo te piramide v Gizi, to se pravi egipčanske piramide. Znanstveniki celega sveta pač kažejo skupovalnine in znanstvene dokaze, da je piramid na svetu ogromno. Kjer ste bili v Gizi, se spomnite, ali pa tudi iz literature, da so piramide v Egiptu uradno bile grajene pred 2550 leti pred našim štetjem, ki je visoka 147, Kefrenova 146 metrov, Mikenova višina 66. Imajo tudi številne manjše satelitske piramide, kot so tele v spredi, in zraven je slika. Še vedno se to šteje kot eno od sedmih čudes antičnega sveta. Sodobni znanstveniki v zadnjih 30 let še več, že Napoleon, ki je spal v piramidi, v Keopsovi piramidi, je napisal, da ne bi verjeli, kaj vse je doživel v tisti noči, kaj vse je bilo. Že Napoleon je trdil, da je pod Svingo, da so povedale, so veliki tuneli, ki so povezani med Svingo in pa piramidami in da so lahko dolge tudi 5 km in več. To je zelo zanimivo. Da je en objekt lahko piramida, mora imeti osnovne lastnosti. Prvo mora imeti trikotno obliko, četverokotno osnovo, na kateri je postavljena, in pa strani neba, po katerih je orientirana. Sever, jug, vzhod, zahod. Poleg tega so v njej prehodi za ljudi, to so inteligentne roke gradile te piramide, kjerkoli na svetu so to se prav prehodi. Pod piramido pa običajno potekajo labirinti, ki povezujejo več objektov skozi več piramid. Zelo zaželeno je, da teče tam tudi kakšna voda, ker dobimo še dodatne negativne ione, ki čistijo naše telo. V začetku so bile vse te 3 piramide zgrajene tako, da so imele zlato konico. To ni edini primer v Gizi, ampak tudi druge na svetu, kjer so piramide gradili z zlato konico, zlato je pa dober prejemnik energije iz vesolja. Te plošče, kamnite plošče v Keopsovi piramidi, če si malo pogledamo, kamniti bloki so visoki 2 metra, dolžina nekaterih je tudi do 5 metrov. Teže okoli 2 tone, grajenih je okoli 2 milijona 300 tisoč blokov. Naj bi jih gradili, to se pravi 2600 let pred našim štetjem, takrat pa je bilo še vedno znano bakreno orodje. Poizkusi sodobnih japonskih znanstvenikov so naredili
pač ta poskus, kako bi to v praksi izgledalo, če bi ena civilizacija to res gradila na ta način, kot nas učejo v zgodovinskih knjigah in v šoli. Za postavitev piramid je potrebno, da so celotna ploščad Gize, ki meri 5,3 hektarja, da so jo zravnali. So morali zravnati, razlika v nivoju znaša okoli 2 cm. Natančnost gradnje kamnitih blokov je manj kot 1 milimeter. To se pravi, če našo kartico za bančno kartico, ki imamo za bankomate, potegnemo skozi te odplatine, ne gre gledkame, gre žiletka v te kamne. To se pravi, natančnost gradnje je izredno močna. Izračun gradnje. Na vsaki 2 minuti bi morali sklesati in tudi prenesti in graditi en od teh kamnitih blokov, ki je težek nekaj ton. Nekateri so težki tudi 80 ton. Te bloke kamnite pa niso klesali v Gizi, ampak v Turu. In to je pravzaprav fizično neizvedljivo. To se pravi, tlele nekaj v stari zgodovini je ena veliko vprašanje, velika luknja neznanja. Zato sodobni znanstveniki po celem svetu razlagajo nastanek teh piramid. Glejte, če nakratko povem, potem bomo še kasneje več spregovorili. Po celem kontinentu Evropa imamo piramide. To bomo pol pogledali. Jih je v Italiji, Siciliji, jih je v Španiji, imamo jih potem v Afriki, ravno kot gledamo, potem v Sudani naprej. Imamo jih v Južni Ameriki, jih je okoli 10 000. Japonska, ogromna, na Kitajskem 250, to se bomo še kasneje pogledali. Skratka, te piramide so vse ocenjene na starost več kot 12 500 let, takrat, ko je bil konec ledene dobe. Pred ledeno dobo se v filozofskih krogih ali znanstvenih sodobnih krogih govori o Atlantidi, obdobju Atlantide. To se pravi, prvo od 3 katastrof, večji katastrof se je zgodila pred 50,700 let pred našim štetjem. Druga je sledila okoli 28 000 let pred našim štetjem. Tretja je pa 12 500 let pred našim štetjem, podob Atlantide. Od takrat naprej pa tudi nas učijo v zgodovini, da je po ledeni dobi nastopila nova kultura. Vendar so prejšnje civilizacije, ki so bile veliko bolj duhovno razvite, ki so upoštevale intuicijo in notranjo inteligencijo in modrost, so znale uporabljati svoje znanje in so gradile različne oblike za izboljšanje življenja na Zemlji. Splošno znano je, da so v Atlantidi uporabljali svojo intuicijo. Mi danes govorimo o intuiciji kot enem zelo pomembnem elementu v našem življenju, ker ponavadi pravimo recimo telepatija. Zdaj ne moram poklicati pa prijateljco in že zazvoni telefon in nas pokliče. To je telepatija. Intuicija je pa v bistvu zajeto širšo področje, o katerem bomo malo kasneje govorili. In v Atlantidi so pač ta bitja upoštevala tudi telepatijo, prenos predmetov iz enega konca na drugega. Poleg tega transmutacijo materijala, da so se iz tukaj, kjer so letaki, predstavili na drug nivo. To danes še vedno počnejo v učini, kjer so ohranili to znanje. Tako da so te civilizacije veliko več znanja, ki ga imamo danes in je zatrto, ker smo izredno vezani na materialni svet in premalo uporabljamo skrite znanje v nas, so ta ljudstva verjetno na ta način tudi gradile piramide.
med drugim. Če pogledamo samo svinko, svinka je zgrajena iz enega samega kosa kamna in naj bi imela starost okoli 10.970 let pred našim štetjem. Dolga je 73 metrov, visoka 20 metrov. Že stari Herodot, ki je hodil veliko v Egipt, v templje v Egiptu, je govoril v 5. stoletju pred našim štetjem, da ostajajo pod svinko podzemni tuneli. Se upravičujem, se bo boljše. Podzemni tuneli, ki so v globini 40 metrov in so dolgi najmanj 5 kilometrov. V teh podzemnih tunelih je okoli 1500 soban, ki so bile namenjene za različne namene. Na svinki in pa na piramidah, ki jih danes poznamo, so znanstveniki delali meritve starosti teh objektov. Ugotovili so, da so na teh kamnitih blokih odtisi školjk in pa usedline od morske vode. In v naših knjigah o zgodovini Egipta nikjer ne poročajo o topu ali o tem, da je bilo morje na tem mestu. Vedno se piše, odkar so bili faraoni, se zgodovina piše, da je bilo to področje suho. Vendar so to školjke iz morja in so na podlagi tega izračunali, da so stare piramide vsaj 12.500 let. Keopsova piramida in pa sfinga so popolne gradnje, ki jih je gradila ena zelo visoko razvita inteligenca. Preciznost je pri gradnji zelo presenetljiva, 99,99%, odstopila 0,01% v naklonu, tako na piramidi kot pa v sfingi. Se pa vprašanje postavlja, katera civilizacija bi bila sposobna tako natančne gradnje. Še danes je vprašljivo, če bi sodobno tehniko lahko tako v nulo zgradili določene objekte. Drugače je pa ta piramida, to smo povedali, takole je vhod v piramido, če gremo Keopsovo piramido v podzemni del. Te piramide so imele že ob njenem nastanku svoj namen. Z miniaturnim elektronskim robotom so naredili manjše izvrtine, 65 metrov oddaljene kraljeve sobe. Namreč v kraljeve sobe se ni dalo priti z določenega kota, pa so hoteli dobiti znanstveniki določene rezultate. To, o čemer zdaj govorim, boste lahko našli tudi na Discoveryju, kjer so dokumentarni filmi na to temo. Skratka, naredili so luknje, poslali majhen robot na Koleški v kraljevo sobo in so ugotovili, da vse te odprtine, ki so v kraljevi sobi, imajo določeno rotacijo po stranih v zvezdi in sicer je to zeta Orions. V kraljičeni sobi pa so odprtine proti v zvezdu Sirius in Orion. To se pravi, to je kraljeva soba, je tukaj in pa to, ko sem povedala, tukaj je pa kraljičina sobana. Tu zvezde lahko vidimo tukaj, Sirius, tako izgleda s prostim očesom, to pa je v celotnem večjem obsegu. To se pravi Orion in Sirius. Zakaj bi graditelji vlagali toliko astronomskih, matematičnih, geografskih, astroloških in drugih znanj v kamnite gradnje? Znanstveniki že dolgo desetletja ponujajo določen odgovor, namreč te komore so bile prosto za iniciacijo. Vemo, da so stari faraoni in pa stari občani vse življenje se pripravljajo za posmrtno življenje
Imeli so velika znanja, ki so danes nam ljudem zelo težko dostopna. Mi jih lahko samo slutimo, oni so jih doživeli. In sicer imeli so tudi določene obrede za iniciacijo. V kraljevi komori je edini del pohištva, ki je v narekovajih pohištvo je taka črna skrinja. In sicer pred pripravo na iniciacijo je trajala 22 let. Telo se je moralo prečistiti, duh spojiti za novo idejo o večnem življenju po smrti. In ko so naredili veliko preobrazbo v sebi in so bili zreli za nov kozmični dotik novih energij, da jih ne bi prekurle, ker človek ni sposoben prenašati velikih vibracij. Samo do določene meje, drugače pa padamo nezavest ali lahko nas požge. O tem bomo še kasneje govorili. So oni šli v ta sarkofag, pri glavi novih so stali veliki svečeniki, ki so jih spremljali in oni so za 3 dni zapustili svoje telo in so potovali po kozmičnem žarku v vesolje. Po 3 dni so se vrnili in so jim rekli, da imajo večno dušo. To se pravi, telo je bilo zemljsko, njihova duša je bila večna. To so velike iniciacije. Poleg tega, kar so imeli te iniciacije, so imeli v teh piramidah tudi astrološki izračun, kaj se bo zgodilo, kdaj bo dež, kdaj bo nevihta. V tem obdobju so tudi sami upravljali z znanjem, da so prilagajali vreme. To se pravi dež in podobno, tako kot danes. Dela sodobna znanost na svetu, suša, deževno obdobje, vse so to znali uporabljati. In pravzaprav so bile te piramide namenjene za velika astronomska potovanja, za više razvite ljudi. V Egiptu imamo pa še več piramid, ki si bomo zdaj vsaj 3 pogledali. Ta je Sagara, 30 km južno od Kaira. Zgradili so jo približno 2663 leta pred našim štetjem in se šteje kot prva piramida v Egiptu. Faraon Snefru, to je prvi vladar 4. dimenzije, visoke 62 metrov. On je zgradil še 2 piramide, to je druga, stopničasta piramida v Medu. Visoka je 105 metrov, vidimo notrni del, kako znotraj izgleda. In pa 3. piramida, isto Faraon Snefru, tako imenovana rdeča piramida. In vse te 3 piramide so v bistvu danes tudi turistične točke na potovanjih. Nubijske piramide, južno od današnjega Egipta, tam, kjer se začne dežela Sudan, v dolini reke Nil se začenja pokrajina Nubija. Faraon 3. dinastije je tam gradil različne piramide, okoli 2600 do 1520 pred našim štetjem. Tukaj je zgrajenih okoli 224 piramid. Vidimo, da so malo drugačnih oblik, vendar vse ustrezajo. Stranice neba in potem trikotna oblika, v spodnji so podzemni tuneli. Kot sem prej omenila, na svetu je ogromno piramid. Ogromno, ni pa nujno, da smemo o tem vedeti, ker piramide imajo ogromno energije. V tem obdobju, v katerem sedaj živimo, to je Gunarjeva doba, ko deluje na planet Zemljo tudi duhovni planeti, Uran in pa Pluton, ki imajo to lastnost, da se ljudje sprašujejo, se prebujejo, ki imamo večjo zavest, imamo večjo informacije, tudi znanje hitreje prihaja do nas. Piramide so gradile neke civilizacije, ki so imele izredno veliko inteligenco, zelo razvito avlično sposobnost in pa intuicijo
Gradili so jih pa na mestih, kjer je zemeljska čakra zemlje. Recimo vsi poznamo Brezje kot romarsko pot Slovencev. Grajeno je na energiji zemlje, na čakri zemlje, kjer je veliko energije. Čakra, vemo, to je 7 glavnih energetskih poti v nas, človek jih ima 7 čakr, ki imajo to nalogo, da sprejmejo energije z okolja, se vrtijo, da mi lahko stojimo, hodimo in delamo. Zemlja, Gaja, je živ planet, ima ravno tako čakre in na določenih točkah, kjer so zelo visoke energije, so gradili svetišča, templje, hrame, cerkve, vendar tudi piramide. Zato se pravi, da imajo piramide funkcijo akupunkturnih točk na zemlji. One so energetsko med seboj povezane. Tudi vi, ki ste starši, imate otroke, imate sine, imate hči. Tudi če so oni taki v službi ali pa vaši vnuki v vrtcih šole, vi ste skupaj ves čas z njimi povezani energetsko. Ravno tako se energije na nekem drugem nivoju med seboj ves čas povezano in sodelujejo. In v tem obdobju, v katerem zdaj živimo, se piramide prebujejo in pošiljajo pravzaprav žarke, ravnotežja, ljubezni in pa razumevanje nasveta. Gradile so jih civilizacije, da bi naredili čim bolj harmonično in čim bolj stabilno življenje na tej zemlji. Imajo pač to lastnost, da potegnejo kozmično energijo iz neba, da jo predelajo in jo širijo v obliki harmonije. Labirinti, ki so grajeni pa pod piramide, imajo pa lastnost, da čistijo našo podzavest, naš strah, odpor pred neznanim in temo nevedenja. To se pravi, da nas prečistijo. Oboje skupaj delujejo kot en ogromen mehanizem energije. V tem smislu so grajene piramide. Dostikrat so pa postavljene tudi na področjih, kjer so velike nevarnosti za potrese ali pa vulkanske izbruhe, kjer umirjajo ta del. Recimo na Kitajskem. Še približno 12 let nazaj se tam ni smelo v Beli piramidi nič vedeti. Bela piramida, no, vendar je kitajska vlada le malo popustila in so odprli to področje za oglede za turiste. Na Kitajskem je zgrajenih 250 piramid, do sedaj znanih, verjetno so jih v letošnjem letu še kaj odkrili, mislim v prejšnjem 2014. Njihova starost je ocenjena več kot na 12.000 let. Mesto Xi'an v provinci Shaanxi je zelo znano po obilnih piramidah. Desna slika je satelitski posnetek te piramid. Levo zgori vidimo, kako ta kriček izgleda, ker to so taki krički 20 do 60 metrov visoki. Odalje izgledajo pa tako kot dalje pokrajina na spodnji sliki. V tej piramidi so našli grobnico 8000 vojakov, ki so narejeni iz terakote, to smo gledali na televiziji. Vsi ti vojaki so individualno izgrajeni po točni podobi Kitajcev in sicer vsak ima svoj obraz, nekateri jahajo konje, nekateri imajo sulice, nekateri meče, imajo te izrazite linije na obrazu in vsi gledajo v smeri piramide. Kitajska vlada je to že dolga desetletja nazaj so vedli, vendar so dali informacijo med narod, da tam se širi živo srebro, kar bi bilo škodljivo za ljudi, tako da ljudje niso hodili v njeno bližino. Po drugi strani ta razlaga zelo na mestu, zato ker je ta piramida, odnosna vsa ta grobnica, izredno bogata za določeno kulturno dediščino, kjer je ogromno zlata, ogromno lepih predmetov, nakita in podobno. To je grobnica Mount Li, gradili so 36 let. Odkrita je bila pa leta 1974
dal pa je graditi cesar Li Shi Huang. To se pravi 3. stoletje pred našim štetjem. Leta 1974 je bila uradno odkrita, vendar je še trajalo nekaj desetletij, da so jo dovolili, da tja prihajajo turisti. Leta 1947 je bilo prvič objavljeno v New York Timesu, v Sunday News, je nek novinar objavil obstoj te piramide. Največji pridonos k temu, da so sploh začeli to stvar raziskovati, sta imela pa dva nemška pilota, pravzaprav novinarja in pa turistični vodič, ki sta letela nad Kitajsko in sta delala satelitske posnetke. Videla sta to piramido in sta jo pošiljala podatke kitajski vladi, ki seveda ni odgovarjala, ker so želeli znanje o tem ohraniti zase. Pač za vsako novo znanje potrebno določeno obdobje let, da ljudje lahko nekaj sprejmejo. Bela piramida, kot je narejena maketa v muzeju, s popolno orientacijo sever-jug, vzhod-zahod in notranjost, kako je piramida okrašena. No, danes je odprta za turiste. Južna Amerika, bomo na hitro pogledali nekaj piramid. 10.000 piramid, največ o tem boste lahko najti na internetu. Pred približno 25 leti sta dva novinarja letela nad Južno Ameriko in sta ravno tako delala satelitske posnetke na džunglo in ko sta doma opazovala te posnetke, sta videla, da je sredi džungle, sredi neprehojenih gozdov, kjer človeška noga danes ne hodi, ogromno piramidalnih zgradb. Na tja se odpravljajo ekspedicije, ki dobijo sponsorska sredstva, to raziskujejo, delajo meritve, če je več denarja, jih tudi odkopavajo. Najbolj znane, recimo, teh odkopanih piramid, kamor hodimo tudi Slovenci, recimo, so turistično organizirani, je piramida Kukulkan Čičenca, v Mehiki, in sicer so jo zgradili maja v 8. stoletju pred našim štetjem. Tukaj je bilo zelo cvetoče kulturno, politično, religiozno in pa duhovno središče. Imeli so izredne arheološke zgradbe, častili so papirnato kačo, kot jo vidimo na desni sliki levem kotu. In zanimivo je, da je v kamniti formi, v piramidi Kukulkan, vklesan 1000-letni koledar Majev, ki se je končal v petek 21. decembra 2012. Ko se spomnite, da smo mogoče nekateri z zanimanjem pričakovali ta datum, ko se je energija spremenila, ko je v bistvu bilo napovedano, da gre celotno človeštvo na višji duhovni nivo, da bomo bolj za intuicijo spremljali in manj materialno gledali na stvari. V bistvu je celoten planet se dvignil, tako kot bi šli recimo iz vrtca, kjer je otrok 5-6 let, potem gre v osnovno šolo, ko so druge naloge. Človeštvo ima novo nalogo, da bolj sprejme svoje znanje, ki ga ima v podzavesti, in da s tem duhovnim znanjem tudi naprej živi. Recimo Peru, Palenke, grobnica vladarja Pakal Butana v 7. stoletju našega štetja. To je palača Majev, bi se rekli, postavljene v sredini džungle. V tem obdobju niso imeli te civilizacije železnega orodja, niso imeli koles za prenos kamnov in pa nam poznane tehnologije. Tukaj je pa zelo znana serija 620 hieroglifov, ki so pa ravno tako tukaj na sliki desno in tudi opisujejo obstoj civilizacije. Kdo je to palačo gradil, ostaja pa veliko vprašanje.
No, Maji so na večjih mestih opisovali svojo zelo zanimivo zgodovino. Namreč Maji so zase trdili, da niso iz tega planeta, da so prišli na ta planet kot na prehodni planet, kjer so nekaj časa živeli, se razvijali in so se potem, kot vemo, nenadoma so izginili iz Zemlje. Trdili so, da je obisk planeta Zemlje njihova četrta misija, njihovo četrto poslanstvo. Oni so gledali to se pravi Maji, pa ne samo Maji, tudi sodobna znanost opisuje kozmični koledar, da je eno leto je v bistvu 26.000 let. En dan pa je 5.200 let. Pravzaprav en mesec je 5.200 let. In Maji pravijo, da so že večkrat prišli na Zemljo in da so vedno imeli določeno nalogo na Zemlji. To je opisano v njihovem majskem koledarju Tzolk'in. To je zelo zanimiva sveta knjiga, bi se reklo, ker je opis zgodovine, ki je mi ne poznamo. Je pa zelo zanimivo za branje. No, v njem je tudi opisano, v tem koledarju opisano tudi sprememba DNK in pa prebujanje svetlobnega telesa. Ker Maji so trdili, da poleg fizičnega telesa imamo tudi močno duhovno telo, ki je povezano z intuicijo. In da se da tudi duhovno telo zelo, zelo razviti in da lahko presegamo svoje meje. To je važno sporočilo Majev. Teotikan se nahaja 45 km od Mexico Cityja v Mehiki. Zgradili so ga Maji. To je bilo nekdaj glavno mesto in sicer živeli so, velika civilizacija se tu nahaja 200 do 700 let našega štetja, okoli 200.000 prebivalcev je bilo in na tem območju okoli 600 piramid. Oni so v tem templu, v teh piramidah poučevali zvezdni sistem in sicer najbolj Sonce, Luno in pa nekatere manjše planete. Seveda so vsi ti objekti zgrajeni na podlagi svete geometrije, pravilnega izračuna pi, matematike in pa astronomije. Če gledamo iz tega konca, vidimo veliko alejo, dolg trg. Prav tako so oni častili pernato kačo, ki jo vidimo na levi sliki spodaj. No, to je Avenija mrtvih. Tudi slovenske turistične agencije vodijo na ta mesta. Imenuje se pa drugače mesto, Begovo. Monte Alban v Mehiki izvede svoje španske besede Bela Gora. Tukaj so bili zapoteki, kasneje Olmeki in Mixteki. Niso bili to Maji ali Inki, ampak prav ta plemena. Zgrajena je okoli 500 pred našim štetjem. Oddaljeno je od mesta Oksan okoli 10 km in leži na nadmorski višini 200 metrov. Gleda pa proti osrednji zvezdi Orionovega pasu Al-Anijan. No, tukaj so pa tudi znane igre za žogo, ko niso imeli nogomet, ki se igra z nogo, ampak so s prsmi odbijali žogo skozi te odprtine na tele sredinski sliki. Drugače pa je tole en zelo star tempelj, Rosalija, Roza tempelj. Zgradili so ga pred približno 2000 let pred našim štetjem, so ga obnavljali do 300 let pred našim štetjem. Tukaj je bila zelo veliko astrološka astrološko opazovanje zvezdja, veliko znanje matematike in pa v koledarju so v tem templju razvili. Sodelovali so z drugimi centri.
Rosalija je bila tako sveta, da je niso porušili, ampak so preko nje zgradili nov tempelj. Tako da oni so tukaj vzpostavljali tako močno harmonijo z zemeljskimi energijami, da je bila, to je bilo pravzaprav njihova najmočnejša naloga, vzpostavljati harmonijo na zemlji in blagostanje za ljudi. To se pravi in zdravje pravilno, in pravo razmišljanje, pravi duh v pravem zdravem telesu. To je pravzaprav naloga vseh piramid. No, tukaj vidimo tole belo črto, to je zavoji. To se imenuje v sveti geometriji po Fibonacciu, ki je utemeljil zlati rez, ki so ga poznali že prej, špirala mirabilis, skrivnostna špirala, in sicer povezovanje duše z različnimi dušami, da smo ves čas mi povezani v enem celotnem svetu, da smo v bistvu v enosti, tudi če smo fizično ločeni, vendar je naš duh ves čas povezan. In oni so znali tudi znanje iz kosmosa potegniti na stol. To se prav so presegali meje človeka. Tole poznamo Peru, in če prvo slikco levo gledamo malo po strani, bi mogoče kdo bi znal pomagati, kaj vidimo, če gledamo po strani. Ja, obraz, ja. Obraz, ja. Kako? Obraz je obraz iz nosa. Tale kotnik glih najbolj vidi, ampak se vidi, ja, obraz, inteligentni obraz človeka, zelo zanimivo. Tukaj so imeli Inki svojo poletno rezidenco za plemiče. Umaknili so se iz vročine, ki je vladala v poleti v dolini, in so prišli tukaj na to višino. Zgradili so to področje na vrhuncu Inkovskega imperija okoli leta 1450 našega štetja. Višina je 2430 metrov. Drugače pa so imeli tukaj veliki tempelj, ki je bil posvečen sončnemu bogu, božanstva sonca. Inkovski kralji pa svečenice sonca so smele voditi obrede v določenih dnevih. In sicer tale kamen zdraven. Ta kamen je sončni kamen in skozi njega so zračunali sončne, lunine in zvezdne premike. In tukaj so tudi imeli te posebne obrede ob sončnih spremembah. Skratka, te civilizacije, Maji, Inki in ostale, ki sem do zdaj omenila, so imeli vsi povezave s kozmičnimi energijami. Stupe v Borobudur, na največjem indonezijskem otoku Java, so do nekdaj še pred kratkim veljale za pravzaprav največji budistični tempelj na svetu. Menda zdaj že tudi Discovery razlaga, da je to piramida. Ima vse oblike, ki ustreza piramidalni zgradbi in pa labirinte, ki se razprostirajo spodaj. Veliko teh podatkov se da najti na internetu in pa v sodobnejših knjigah. Recimo tole imamo pa podzemne piramide, v katerih tudi vsake tok časa lahko preverjamo kaj v delu, v raznih drugih časopisih. Te se pa nahajajo na Japonski, južno od otoka Okinava. Na dnu Pacifika so, in sicer so od leta 1995 do 2005 te potapljači, ki se tu potapljajo na globini od 8 do 35 metrov, našli že okoli že kar nekaj piramid, in sicer 8 glavnih nahajališč.
Da je ta zgradba res piramidalna, vidimo iz slik, kjer so pravilne kocke pravilno kotu postavljene na te bloke kamnite. Ravno tako je dr. Semir Osmanagić lansko leto, to se pravi septembra in oktobra 2014, so imeli ekspedicijo na Jadranu, okoli Brača, bolj na Braču, in na tem okolici so najdli določene zgradbe, ki zelo spominjajo na piramide. O tem se delajo še znanstvene raziskave, ki vse te koščke kamnov najprej pošljajo na več državnih inštitucij po svetu in pa na nevladne inštitucije, potem pa te znanstvene primerjave, ki imajo vsaj 6 izvidov, nekako uskladijo in dajo svoje mnenje. Vendar o tem se da tudi brati na internetu po časopisih. Zdaj bi pa pogledali piramide v Evropi. V Grčiji Helikon, bližina antičnega teatra v Epidaurusu. Grški razlagajo te piramide tako, da so kmeti, ki so hoteli imeti ravno njivo in so jo hoteli posaditi z plodnimi rastlinami, te kamne enostavno metale na kup, vendar ne poznam kmeta, ki bi si čas vzel pa iz tega gradil kako neko stavbo. Pa nas bi pustil kup kot je. Te piramide naj bi bile zgrajene 2260 let pred našim štetjem in so približno 14 piramid, ki pa niso visoke. Nekateri znanstveniki pravijo, da so jih pa imeli tudi za ne samo astrološko opazovanje, ampak tudi opazovanje okolice, če prihaja sovražna vojska. Piramide na Siciliji, 2 piramidi, to so visoke 10 metrov, 4. stoletje pred našim štetjem so jih pa gradili v bližini mesta Ponto Torres. Azori, te se nahaja sredi Atlantskega oceana, oddaljeni so okoli 1500 km od portugalske obale. Imajo 140 piramid. Na Azore zelo radi hodimo tudi Slovenci na dopust. Imajo jih največ okoli Madeljana na otoku Pico. Nekatere so visoke nad 13 metrov, nekatere so nižje. Potem na Tenerifih jih je nekaj to desno skoraj in pa Francija pri Nici vidimo tole spodaj. Anglija ima do zdaj 4 priznane piramide, Silbury Hill, že od nekaj znano kot piramida, in pa hrib Malton v bližini Worcestra. V Madžarski tam je hrib Ram, višina je 75 metrov. V Makedoniji pri Kočanu, kjer je višina 64 metrov, to se pravi, tole je Romunija, tole je Makedonija, to je pa srednja Srbija, v bližini Beograda, gora Rtjan. Pred približno 4 leti se je začel širiti glas, da je tam piramida. Ta vrh je pa višina 1570 metrov. Na teh piramidah se še delajo raziskave in pa meritve. V Sloveniji je bilo glas, da imamo Slovenci svoje piramide znan že 1681, ko so najdeni lesorezi, ki jih hrani Dunajski in pa Mariborski muzej in je notri zapisano, da so določeni hribi okoli Maribora v obliki piramide. Kdor pozna Maribor, vemo, da imamo naprej od glavnega trga hotel Maribor, za njim je pa hrib Maribor, se spomnite? Piramida. Piramida. Takole bi gledalo, če gledamo iz ceste, tole so nekako znanstvene razlage teh teras. No, to je pa lesorez iz 1681. leta, ko so po intuiciji in pa z vajalico takrat, poznamo vajalico od palca, ima 2 dela, iz katero se raziskuje energija in se začne zelo premikati tam, kjer je močna energija.
zdaj pa tudi s sodobnimi aparati raziskujejo, znanstveno pa ni poudarjeno. Zato je veliko denarja potrebno, veliko denarja, da bi se ta stvar raziskovala. Preden bi pa pogledali piramide v Visokem, v Bosni, bi pa še spregovorila par besed o koglah. Poleg piramid, kot sem rekla, piramida je energetski stroj, kot smo rekli, postavljen za določenih močnih točkah Zemlje, da pritegnejo energijo iz kozmosa. In jo še širi od sebe, da ustvarja harmonijo, mir in zdravje. Ljudje, ki so hodili v piramido, so se jim obnavljale celice, tudi povezava sama seboj je bila bolj prijetna, ker včasih se mi, ko smo otrujeni, počutno ujeti v telo. Če pa vemo pa tudi občutek, ko smo sproščeni po kakšnem letnem sprehodu ali oblavanju podobno, ampak to je še drugačen občutek, ki je poln duhovnega znanja in pa sprijetje samega sebe. To je zelo lep občutek. To se pravi, piramide so gradili s tem namenom, da potegnejo z kosmosa harmonijo na Zemljo. Te krogle, ki jih bomo pa zdaj pogledali, na kratko, so pa gradili s tem namenom, da bi razvili Hartmannove mreže, ki so na površju Zemlje. Recimo, marsikdo od vas ima izkušnjo, ko je prišel na dom, pa so kakšen strokovnjak meritve, kako rečejo, energetski življenj v stanovanju. Pa so začeli se pa tako, ko je recimo koga bolela bolokok, bolelo koleno, boli obrat, rama, pa ste šli kakšnemu bioenergetiko, pa je on že na vratih je intuitivno roko položil na boleče mesto. Ker so ljudje, ki imajo pa razvito intuicijo in točno vejo, kje boli. In je rekel, gospa, to pa ne bo v redu, kako pa vi vaša postelja leži v sobi? Kako imate obrnjeno? Ja, ne vem. No, pa vam je svetoval nekoga, da je prišel delati meritve in ste ugotovili, da je čez vaše ležišče, čez bolečo mesto, že dolga leta, 10, 20, 30 let teče Hartmannova mreža. Zemlja ima veliko energetskih nivojev in zelo škodljiva so sevanja Hartmannove mreže, še posebej tam, kjer je zdrava voda. Tako ljudje dobijo raka, zgubijo, imajo lišjas, imajo revmo, imajo slabe sklepe, zelo slabo funkcionirajo, pokvari se hrbtenica, celotni sistem. In zato je dobro imeti meritve v stanovanju, da se vsaj te stvari olajšajo. Ljudje so to od nekdaj poznali, intuitivno. Tudi znali so, recimo v Sloveniji, če tako približam, da so zvajalico iskali izvor vode pod zemljo, da so kopali vodnjake. Nekateri so začutili, ki bi bila voda. To niso izmišljene zgodbe, ampak to je resničnost. Tudi recimo satelitni koglami je bilo tako. Tam, kjer je bilo močno negativno sevanje, so inteligentne civilizacije daleč nazaj gradile te krogle. Velike so od 50 cm do 3 metrov, povprečje velikosti je 1 meter. Pol metra do 1 meter, 1,20 m, imajo popolni krog z odstopanjem 0,1 do 5 mm v krogu. To je zelo težko narediti tudi s sodobno tehnologijo. Katera civilizacija jih je gradila, ne vejo. Običajno so bile po 3 skupaj in njihova postavitev je bilo tako, da je tretja, ki je bila na špici, gledala proti severu. Sever-jug je bil po polnem ravnotežju. Na tem mestu Hartmannova mreža ni delovala, odnosno so jo zelo močno zmanjšali njene delovanje. Svetovno znane so postale okoli 1940, ko so ameriška operacija, ki je kopala na Kostariki nivo. To so bile ene velike plantaže banan.
In on je ta ameriška korporacija hotela posaditi sladkorni trst za gojenje in so kopali, pa še neko cesto so hoteli graditi in kopali so s težko mašinerija 4 do 5 metrov globoko, na kar so naleteli na zelo zanimive granitne kugle. Začeli so jih kopati in tam so najdeli okoli 390 kugel. No in čim so to objavili, so znanstveniki in pa ljubitelji raziskovanj te ezoteričnih ved začeli objavljati različne poročila o kuglah iz svojih lokacij, iz svoje okolje. Te kugle, poleg tega, da razbijajo, no tukaj na drugi sliki gor, Kostarika, to je v muzeju, tale je 30 ton ima in je visoka okoli 3 metre. Nekateri od teh krogel, poleg tega, da razvijajo Hartmannovo mrežo, pa so tudi porisane z raznimi liki. Tukaj vidimo konstelacijo v zvezda, kjer je narisan Pegasus, krilati konj in pa Andromeda, nebeška princesa. Tukaj je narisano z roko, recimo to je krilati konj, Pegasus in pa Andromeda, nebeška princesa. Na teh istih krogli je točno določen koledar. To se pravi, so te civilizacije, inteligentne civilizacije poznale obstoj v zvezdi in pa so tudi opisovali koledar na kroglah. Običajno je to povezavo z zvezdom Oriona. Krogle kot take pa najdemo mi tudi v Bosni. Veliko jih je, res v Bosni jih je okoli 600 krogel, potem imamo Črna Gora, Makedonija, Srbija, v Grčiji, Turčiji je veliko, Istanbulu pred parlamentom, to so nam bližji kraji, da se lažje predstavljamo. No in kot sem prej omenila, jaz tudi hodim, gre doskrat na obisk dolino Bosanskih piramid in naša pot na srednjo vodi tudi skozi Zavidoviče. To je pa kraj v bližini Tuzle in tam se nahaja, to je kot center Bosne, tam se nahaja vas Dugi potok. 1938 je bilo v tem področju tako močno neurje, da se je hrib vzgori razklav in iz njega se je zvalilo 80 kugel. Velikosti od 25 do 1,5 metra in so se godalile po tej strugi, kot jo vidimo na drugi sliki. Navzdol v spodu teče pa reka Bosna in so padle na njeno dno. 40 kugel je pristalo na dno reke Bosne in se godalili dalje naprej po strugi. 40 jih je pa še na tem področju. In dr. Osmanagič vedno pravi, pejte na kugle. Namreč, kaj se tam dogaja? Mi pridemo na krogle in vedno pravi mojim sopotnikom, stopite na kuglo, zaprite oči in gledajte dihanje in opazujte, kaj se dogaja. Kugle imajo izredno močno vibracijo in ko mi stojimo na njej, smo zaprti, imamo zaprte oči, se predamo, začutimo izredno močno mravlinčaste podplate in pa energija, ki teče od spodaj gor. In nas zelo pomiri, mi smo spojeni s svojimi telesi, mi nismo več to, kar predstavljamo v tem svetu, ampak smo energetsko bitje, ki živi ta trenutek sedaj. In to je en čar tega življenja, ker se nam tudi aura razširi. Naše znanje, naša intuicija se razširi, mi se zelo mirimo in povežemo s seboj. Tole je, recimo, takole stojimo gor, tukaj smo pa prišli enkrat z eno skupino. To niso dolže kaplje. A bi kdo povedal, kaj je to mogoče
Je kakšen tak rodovita raziskovalc. Kako? Duše. Ja, no, zanimivo. Glejte, te krogce, kar vidimo, to so orbi. Orbi so prebivalci krajev, kjer je veliko pozitivne energije. Zelo radi se zadržujejo v tunelih, podzemnih tunelih, kjer je pozitivna energija, v labirintih podzemnih. In pa na teh kroglah nas skoraj vedno pričakajo. Recimo, oni so energetska krogla, takale manjša. Tako, če preprosto povem, recimo, na vrtu vemo, da so naravna bitja, ki nam pomagajo pri rasti rastlin, da bolje rastejo, to je tudi, recimo, to se pravi, naravna bitja, kot so palčki in bile, tu nisem obravljica, pa obstajajo. Potem okoli nas so tudi angeli, duše naših prednikov, ki nas spremljajo, so tudi angeli. Vendar so tudi v družinah orbi. Vsaka družina ima svoje orbe, kadar je dobra energija. Se pa ne marajo pokazati, če se prepir naredi. To pa poznamo, da je tudi kdaj slučaj. To se pravi, orbi nas ponavadi počakajo na teh kroglah in jih lahko gledamo skozi fotoaparat. Bom še malo kasneje povedala o orbih. Tako da je tukaj zelo zanimiva dogodivščina, vse to, kar imamo. Tele je pa celotna slika doline Bosanskih piramid. Mi pridemo, tukaj vidimo, tale modra črta je reka Fojnica. Nas zanima recimo piramida Sonca. Piramida Sonca, vidimo, da ima žarčeve, o tem bo kasneje povedala. Tukaj je piramida Meseca. Pri piramidi Sonca je nižja piramida Ljubezni. Tukaj imamo piramida Hram Matere Zemlje. 5 piramida Bosanskega zmaja. Tukaj, recimo, tole je pa avtocesta, vidimo, mi pridemo iz te strani, iz strani Slovenije, pridemo se čez Bosanski Brod, pa tukaj eno uro vožnje od Visokega so Zavidoviči, ki si pogledamo kugle. No, bolje pa takole odcep, gremo noter, najprej v vas, tukaj je tunel KTK, ki ga ne kopljajo, in mi si ga ne pogledamo, ker so druge stvari bolj zanimive. Vendar tukaj pustimo avtobus in gremo v naselje na Malico, potem se pa spet peljemo z avtobusom na razgledno točko, odkodar, ki se imenuje Vidikovac. Tukaj se vidi celotna dolina Bosanskih piramid. Tunel Ravne je pa v tej strani, to se pravi, se moramo peljati čez celo tole stran in tukaj je vhod, tukaj je vhod v tunele Ravne, ki so okoli 10 kilometrov na vse strani. To se pravi, vhod, mi gremo na piramido peš do tele stranice, se da peš prijeti, potem je neprehoden gost, zato mi vedno vzamemo taksije, ki nas peljejo po drugi strani na vrh piramide, ki so tudi pogledamo. Če gledamo piramido, to je pogled piramida Sonca, to je pogled s ceste, imaš 430 nadmorske višine, 240 je sama piramida visoka. Tukaj vidimo reko Fojnico in pa reka Bosna. In spet piramida. Dr. Semirus Menahič je 2005. Bil povabljen s strani muzeja v Visokem in sicer ga je prokurist povabil, glavni direktor muzeja, da naj pride pogledati zanimivo zgodbo o piramidah, ker se že od nekdaj govori, da je to piramida, da so že njegovi detki pripovedovali, da je to piramida.
Dr. Usmanagić je bil radoveden, on je drugače iz Sarajeva, doma že ima podjetje v Houston, v Ameriki in je takrat še živel in deloval tam. No in prišel je in so tudi prve meritve naredili in so dobili rezultate, da to piramida je. Na to se je že začela dolgotrajna procedura, znanstveniki iz celega sveta, razne inštitucije, priznanja bosanske vlade, ki sicer vsako leto namenijo okoli 12 000 evrov za razvoj turizma v Bosni za te stvari, vendar bi bilo potrebno še veliko več sredstev, da bi se to hitreje kopalo. Pogled na piramido iz aviona, zgornja slika in pa pas visoko, v ozadju s piramidami. Piramide Sonca, Meseca in Zemlje na desni strani, njihov vrh je točno povezan v trikotnik, v svetogeometrijo, imajo medsebojno oddaljenost na zgornji višini 2170 kilometrov. No, poleg tega sem že preomenila, so še piramide zmaja in v ljubezni. Mi recimo, ko si ogledujemo te piramide, takole pustimo avtobus in gremo mehno gor v hribček, tam je prve nahajališče, potem pa še en del v hrib in tukaj zaključimo ogled, potem nas pa taksi peljejo po tej cesti na okol, na vrh, ker avtobus ne more priti navzgor. Takole je pa že blizu, takoj iz izhoda, iz avtoceste so takoj oznake za podzemni labirint Ravne. Tako da so zelo dobro označene te področja. Mi bi si najprej pogledali labirint. To se pravi, še enkrat bi ponovila, civilizacije, ki so gradile piramide, so vedeli, da piramide potegne energije iz kozmosa in so narejene zato, da ustvarijo harmonijo v okolici, ravnotežje, pravi tip življenja. Poleg tega so gradili pa labirinti, ki pa čistijo našo podzavest, da bi bili bolj odprti, dojemljivi, da bi več dali od sebe temu svetu. To se pravi naše blokade, odstranje strahove in podobno. Labirinti, ki so odkriti v visokem, so dolgi okoli 10 km. Tole je ena oblika satelitskega posnetka z raznimi kamerami, takole se razprostirajo. Zaenkrat so pa od začetka, od vhoda v labirint, v notranjost uspeli skopati 800 metrov. Navkljub vsej tehnologiji in podobnem je težko določiti, kje labirint poteka. Ko so začeli se izkopati vrninami okoli 2005. leta, so naleteli na zelo zanimiv pojav, ki pravzaprav v svetu skoraj edinstven. Namreč, dr. Usmanagić, ko sta se s tem direktorjem tega muzeja iz Visokega sprehajala po piramidi, je vprašal otroke, ki so se igrali v okolici, te domače fantičke in deklice, če poznajo kakšno odprtino v hrib. Ja, seveda, in so jih odpeljali. Ne prav tam za grmovjem, pol metra visoka odprtina in so zlezli noter. Tudi odrasel človek je lahko šel. Tako je bil odkrita prvi vstop v tunele. Nato je dr. Usmanagić organiziral delovno ekipo, da so to počasi kopali. Nad se ne da čez noč odkriti. Kopali so previdno in je bilo zanimivo. Najprej so naleteli na plast kamenja, ki je bila postavljena tako. Kopali so dalje in so odkrili plast kamenja, ki je postavljena to, v tak položaj. Kopali so dalje, čez 50 metrov spet tak položaj. In so kopali dalje in spet tak položaj. In to je bilo okoli 350 metrov ta primer. V začetka so se strašno trudili, kakšno leto dve, da bi sploh naredili napredek
Niso si znali razlagati tega pojava, vendar so analize pokazale, da piramida je bila zgrajena po tem, kako so najdli liste v različnih kamnih, ki so v piramidi. Okoli 31.500 let, 32.000 let naj bi bila piramida Sonca stara. Te tuneli naj bi bili stari najmanj 12.500 let in so obstajale civilizacije pred 5.000 leti, ki ta tunel so poznali so njegov močen vpliv, vendar so izrabljali njegovo blagodejno energijo in so ga ena civilizacija šla in ga je zasula. Zasul so ga na prečno, napično, tako da je tukaj zelo neverjetna zgodba se zgodila. Znanstveniki so zelo dobro zmerili, tu je veliko znanstvenikov, tudi neodvisnih znanstvenih hiš, društev, ki so potrdili satelitske posnetke, to je uradna stran teh tunelov, je tole, vidimo pri raznih meritvah, seizmoloških, in takole naj bi tunel potekal. Grejo pa v smeri piramide. Pred samim pohodom je takole en labirint narejen, kjer se lahko spočijemo. V tej hišici se kupijo vstopnice, videokasete, knjige od raziskovanj. Tukaj vidimo vhod v labirint, sem hodijo družine, mlajši, starejši, kdo ima čas, okolica, okoliški prebivalci. Se pa še najde to, ki pravi, to pa piramide je to ne verjamem, večina ljudi pač pozna. Velikrat, jaz sem drugače iz šolstva in mi smo recimo šolske ekskurzije vedno peljali otroke na Prešernovo hišo v Vrbo, potem smo jih peljali na športni izlet, recimo na Bled in podobno, ekskurzije. Iz Tuzle, Sarajeva, Zenice in tih okoliških krajev povodijo učiteljice otroke na piramide. Otroci so izredno mirni, skoncentrirani, zbrani, zadovoljni, sproščeni. V bistvu je to čista nova generacija, ki jih vzgajajo v tem duhu, da obstajajo stvari, ki jih mogoče nas niso učili v tem, vendar ni nujno, da ne obstajajo. Takole je vhod v tunel. V tunelu so določena mesta, kjer se je treba mehno skloniti. Na nekaterih mestih so mehne luže, tako po 30-50 cm dolge, plitke luže. Tuneli so dobro podprti, vidimo te stebre, osvetljava je povsod zelo močna in vidimo peščen pesek, ki ga kopljejo in vozijo. Na desni strani spodaj vidimo delavca, ko koplje pri delu in zraven spet orbe. Orbi so v tem tunelu izredno pogosto pojavljajo. Celo našli so neko dvorano, kjer so se orbi izredno radi igrali, jih je veliko in ji pravijo dvorana orbov. Prav ena taka večja dvorana, kamor si gremo pogledati, ko fotografiramo. Orbi so zelo zanimivi. Gledamo skozi fotoaparat in ta svetlobna krogla se premika, pride z zanimanjem, gleda v oči in ko čuti energijo, da si ga videl in da si presenečen, on cikcak izgine. Tako se igrajo z ljudmi. Jih je veliko, tudi ljudje se da na internetu igrajo na razne spletne strani. V tunelu je zanimivo to, zemeljska vibracija Gaje, Zemlje, planet Gaja ima določeno vibracijo. Tako kot ima naše srce določene utripe na minuto, pri otrocih je drugačno, pri športnikih drugačno, v odrasli dobi, starejši dobi drugačno. Tudi Zemlja ima svoje utrip, odnosno svojo vibracijo
ima poprečno resonanco, vibracije ima 7,83 Hz. To je njeno pravo stanje. Z avioni, z mobilnimi aparati, z računalniki in podobno, s izpušnimi plini smo pokvarili to vibracijo in je v zadnjih 15-20 let se to zelo stopnjevalo. Lanskega avgusta 2014 je bila vibracija 14,7, še enkrat višja. Zato postajamo ljudje nestrpni, nervozni, živčno napeti, ne vemo, kaj bi sabo, ne najdemo pravega miru. Za tunele je znano, da imajo ves čas ohranjajo to vibracijo, da so zdravilni. Recimo v Sloveniji imamo zdravilišča za zdravljenje pljučnih bolnikov na Krasu. To je pač bolnica, kjer na zdravnik pošle. Tam so kraške jame, kjer ljudje imajo posle, jih pokrijo s toplo odejo in lahko noter pač 2 uri ležijo in si obnovijo energijo. Ker so povsod na svetu, ljudje uporabljajo te tunele in pa labirinte za zdravljenje. So tudi v bistvu labirinti v visokem nekako ohranili to zemeljsko energijo in so zelo dobrodejni za človeka, za zdravljenje, da se dobro počutimo. Tukaj vidimo znanstvenico, vsak kamen, preden začnejo kopati rov, vsak kamen dobro zmerijo, dobro poslikajo in jih označijo. Ne vem, če vidite številke, ampak tukaj so številke 1 in takole so številke, kad to dajo v analizo v različne laboratoriji. Takole vidimo na teh stebrih so vedno tudi točno označene prehodi. Recimo, takole se pokaže labirint. V začetku, kot sem na prvi par let, so morali veliko kopati, da so prišli do labirintov. Zdaj pa se pokaže taka odprtina, oni samo par tedno kopljajo in že se odpre naslednji rov. Tako da oni samo odstranjajo zemljo, se v začetku, ko je ta rov še ne odkopan, povzijo te delavci po trebuhu in odvažajo material ven. Takole se je spet prehod po tunelih, so zavidi, no takole se pa rovi odprejo. To so neodkopani rovi. Tukaj dr. Osmanagič pravi, da jim dostakrat pomagajo tudi orbi, ki se zelo pogosto pojavljajo na določeni točki tega labirinta. Zelo zanimivo je to, da vibracija v labirintu je zelo dobra za ljudi, ker je veliko negativnih ionov in nas očisti. Se umirimo, smo zadovoljni, vendar za živali pa ne, zelo škodje. Poleg tega, ne samo ta vibracija, z drugim besedami, piramida ima svojo vibracijo in piramida poje. In ta vibracija, ta šumenje ne odgovarja ušesom živali. Recimo, če bi mi bili čisto tiho, bi slišali naša srca, kako po njih teče, po nas teče kri in bi brečali. Mi oddajamo vibracijo. Vse v našem okolju je pogojeno za vibracijo, da se vidimo je potrebna vibracija vida, da se slišimo vibracija sluha, da vonjamo, kaj se puha vibracija nosa. In živali te stvari bolj začutijo in ne morajo v labirint. Je pa izjema, tukaj le vidimo Happyja, to je koži od dr. Osmanagiča, ki se je navadil z njih hoditi in on pač sprejema te vibracije in mu ne škodijo. Drugače pa živali ne. Enkrat sem videla, ko je prišel en polh, delavc ga je pripeljal po nesreči na Krivolci v tunel in je ležal na hrtu in je bil ves iz sebe, ker je komaj dihal in je bil ves iz sebe. Ne vem, če je preživel. Prijazno je za ljudi, za živalimi.
Takole so zgradili v tunelih različne komore, sobane, kjer imajo različno vibracijo, kjer se mi usedemo in naužijemo teh dobrodelnih energij v tem prostoru. Tuneli so tudi dobro opremljeni z raznimi znanstvenimi raziskavami. Recimo, tole je aura. Več ali manj vsi poznamo merjene z krljanovo fotografijo. To je aparat, ki nam pokaže, kakšno auro imamo. Torej, človek ima poleg vidnega fizičnega telesa, imamo še par centimetrov zdravo astralno telo ali čustveno, potem je nekaj centimetrov naprej mentalno ali miselno telo in pa eterno telo, vse skupaj se imenuje pa aurično telo, celotna aura. Naša bolezen se vedno zgodi zgoraj na auričnem telesu in traja nekaj let ali mesecev, da prodre v fizično telo. Vedno se zgodi po zgoraj in je ponavadi posledica naših čustv in misli iz določenih obdobij travm. Naše aure so dostikrat poškodovane. Že ob rojstvu je otrok zaznamovan in to je pač usoda ljudi, se da pa to izravnavati, popraviti. Recimo, jaz sem si poškodovala gleženj na desni nogi in z nami hodijo tudi razni radiestezisti in pa ljudje, ki merijo aurično bitven, naša aurično telo, pred vhodom v tunel in potem. In nekoč je bil z nami gospod, ki mi je meril in se točno videlo, moja aura je bila dosti lepo oblikovana, nekaj me grlo bolj, tukaj je bila odprtina malo načeta in pa gleženj. Glejte, to je aura enega človeka, preden gre v tunel. Vidimo, da je načeta aura. Tukaj so neke poškodbe, tudi takole, da ima poškodbo golenice verjetno. Ko sem prišla iz tunela, je bila ta aura zaceljena, polna. In to odgovarja tega slike. Vidimo, da so lepo zaprta, ta del je lepo narejen. To je isto pri moških in ženskih, to je prva aura, to je druga aura. V tunelih so takele dvorane, kjer imamo napise bovi. Bovi so merske enote, ki so, tako kot bi rekla, kilogram, je merska enota za teža, liter za vodo, bovi pa za določeno energijo. Z mano je bila tudi na potovanju direktorica radiestezije Slovenije in je me merila, preden sem šla v tunel. To je bilo eno drugo potovanje in je ugotovila, da imam jaz okoli 16.500 bovijev. To je za srednja leta ena zelo lepa številka. Kolegi, recimo kolega, šofer, ki nas je vodil, je malo starejši, on jih je imel 8.000. Pol ena deklica, ki je imela 21 let, je imela recimo 20.000, različno. In ko smo 2 uri bili v tunelih, ko smo se vrnili, je bila moja višina bovisov je bilo 25.000. To je vse posledica tega, da se ne zadržujemo na dobrih, energetsko dobrih energijah, ki jih ne proizvaja človek, ki se ne simulirajo, ampak so že odnegljena. In to je v redu. Naš vodič, ki nas je vodil, jih je imel pa 37 bovijev. To je zelo, zelo velik za človeka. Določene tuneli imajo več teh bovijev, določeni pa malo manj. No, tako kot sem prej omenila, robe, ko kopljajo, se potem najprej v začetka plazijo po trebuhu in ne vejo, a bojo kaj odkrili. Tudi če naprave pokažejo možno 80% dober rezultat, ne vejo, koliko je to velika prostor, a se splača to smer kopati. Veliko mesecev, kakšno leto je kdaj tudi zgubljeno pri kopanju tunela. Vendar ustrajajo, no in vidite zmagoslavne obraze potem na koncu, ko je najdena prava smer, tudi dr. Smanagič. V teh tunelih je pa tudi veliko megalitnih kamnov.
ki so različnih oblik, ponavadi so podolgovati in tudi v obliki solz. Na teh megalitnih kamnih so pa našli razne napise, ki najbolj spominjajo na keltsko runo. Kelte prvič omenja Homer, 800 let pred našim štetjem, in sicer v Iliadi jih opisuje, v 3. stoletje našega štetja pa so se strajno naselili v južni Franciji, na Pirenejskem polotoku, kjer so pustili veliko kulturno dediščino. No, to je, napisi so v podobi keltskih run. Zelo mi je všeč en napis, ki se ga je prevedla ena ameriška znanstvenica, je rekla, zdaj bom jaz malo narodno prevedla, dolgo stojimo pri vratih in trkamo. Vendar zgleda, da bomo morali še dolgo trkati. In to je vprašanje za vsako zavest. Kaj mi iščemo, na kaj trkamo, da bi se nam odprlo, ne? To je ogromno razlag. To je megalitni kamen K3, malo večji prostor, kjer se mi običajno na te klopce usedemo. Tukaj je okoli 32.000 bovjev vibracije. Ta megalitni kamen ima precep v obliki črke Y in so ugotovili, da pod njem teče potok, ki se cepi v obliki Y. V kamnu samem pa so plemeniti kamni. Tole vidimo, je puščica, takole izgleda, no, in tole je naša, recimo, roke položimo na kamen in začutimo tudi pravlinčanje na dlanih. Vidimo, da imamo vse čelade. To je K1, megalitni kamen K1, ki je podprt, kot vidimo, na 2 mesecih. To je pa gospod Miha Pogačnik, svetovno znan violinist. On je brat gospoda doktorja Marka Pogačnika. On je naredil slovensko zastavo in pa grb. Gospod Miha Pogačnik že vsa leta, že 35 let zastopa ali 40 let zastopa Slovenijo v svetu. Zelo veliko Idriart koncertov so imeli, to je skupaj za Waldorfsko šolo z antropozovskim društvom in je svetovno znan violinist. Tudi Miha Pogačnik ima svoje skupine, ki jih pripelje na ta konc, kjer dela veritve, gledajo Gementijo, potem njegova šola Gementije riše, energije, da se to potreba posebno znanje, da jih vidiš, jaz jih ne vidim. No, običajno imamo pa mi na svojih poteh tudi kakšnega glasbenika, ki pa lokalno zna. Da imamo tudi koncerte v teh tunelih, je zelo lepo. No, to je pa zadnji odkriti megalitni kamen K5. Odkrili so ga julija 2013, takrat se ni smelo voditi v tunele in ga običajno za turiste še vedno ne pokažejo. No, ampak ker jaz dolga leta sodelujem z dr. Smonagičem, moja skupina gremo vedno lahko v ta tunel. To je kamen, ki je težek okoli 40 ton. Je velik in kad ne bojo skopali, ker pod njem je žila žive vode. In če bi ga premaknili, bi voda zalila celoten tunel in bi bila nepobravljiva škoda. V teh tunelih pač se tudi ustavimo. Tukaj je pa 50.000 bovjev vibracije. Če pomislite, da imam jaz v srednjih letih 16.000 in da je tam 50.000, je to izredno veliko. Izredno veliko. V tunelih so pa na določenih mestih tudi jezera, podvodne jezera z zelo staro pitno vodo. Kot vidimo, so tudi tuneli in potoki, kjer voda stoji in sicer to je nekoč bila, to je del piramide. Naša dva potrpljača, gospod Bojan Švabič iz Kranja in gospod Marko Korošec iz Ljubljane, oba javna delavca v državni upravi,
sta par let nazaj, 2 leta nazaj šla v piramido, zelo skeptična. In sta rekla, da tudi teh piramid pa tudi sigurno ni. No, isto potapljaško opremo sta se začela potapljati in iz tega nastal en video, ki si ga lahko vsak potegne dol iz interneta, naslednje potop v piramido, ali če date geslo piramida, potapljanje visoko, boste najde, to so brezplačne informacije. Tole je pa drugi del, ko gremo na piramido Sonca, takole zgleda naša pešpot. Najprej vidimo tele bloke. To so te betonske plošče, ki so jih naredile civilizacije pred 5000 leti ali še več iz ostankov, ki so jih dobili pri kopanju tunelov. In so jih prinesli in so jih postavili. No, takole dr. Osmanagič, ki na tole razlaga. Pod tem nahajališčem je naselje Romov, ki so pač bili zelo, so imeli stisko z denarjem in so te betonske plošče razbijali z raznim razstreljivom in so gradili s tem hiše, tako da so marsikje poškodovani. Betonska plošče grejo takole v hrib, dr. Osmanagič spet, takole gor se nekje končajo, pogre pa še na desno stran. Mi se potem na te betonske plošče usedemo, zato ker so posebne vibracije na določenih mestih. Najbolj fine so tukaj gor za zdravljenje srčnih ran. To pa vsi poznamo. No, na desni strani pa še, takole gor je pa še ta odprtina, ki dr. Osmanagič kaže, noter pa ne gremo. Nato se vrnemo peš do avtobusa, ki nas odpelje do točke, ki nas počakajo taksi, nas pripelje gor do podznožja piramide Sonca, to je z druge strani, takole gremo gor, no in nadalje se vidi tole obzidje in ta trdnjava. In to je bil tudi vzrok, da je dr. Osmanagič prišel sem, ker je ta direktor muzeja povabil, da bi te stvari raziskal. In ker je to kulturna dediščina Bosne, se ne sme kopati iz vrha piramide, ampak samo iz spodnjega dela. To je pod državno zaščito zaradi te trdnjave. Na tem prostoru se potem malo spočijemo, ker je obisk piramid zelo močen, sploh posebej ob določenih mesecih, ob enakonočju in pa solsticiji. Se zbere tam veliko ljudi, se potem tudi kaj skupaj zapoje, v angleškem jeziku podobno. To je piramida Meseca, ki si tudi ogledamo, gremo peš do nje, je 190 metrov visoka, ima pa tudi posebno vibracijo, tako kot piramida Sonca. Namreč ob določenih dnevih je ta vibracija v 28 kHz ima piramida Sonca, to je energija, ki izhaja iz njenega vrha. Ob določenih dnevih je to bolj močno prisotno, se da lažje imeti, ob določenih dnevih pa manj. In to izgleda, kot da piramida diha. Mi imamo tudi vdih in izdih. In tega se zelo dobro zavedajo generali NATO, ker imajo postojanko in občasno zaprejo tunele, niso dostopni za oglede za turiste, kjer imajo svoje kamere in merijo to energijo. To je svetovno znano, da je bosanska piramida Sonca ima ogromno energije, iz tem delajo eksperimente, kakšne, ne vem, upam pa, da koristne za narod. Malo naprej iz vasi, v vasi Vratnica, 32 metrov. Na vrhu tumulusa so zelo dobre energije, tukaj se velikokrat ustavimo. Izkopavanine so narejene do 42 metrov globoko. Vodi jih nek znanstvenik iz Nove Zelandije, vsako leto prije za 4 mesece in koplje navzdol. V tumulusu so najdene podzemne komore in sobane,
in imajo skozi to odprtino spuščajo kamero, ki se lahko vrača gor, dol, levo, desno, na vse strani in opazujejo, kaj se v teh komorah dogaja. Do sedaj pa še niso uspeli zbrati teh par milijonov evrov, da bi začeli te stvari kopati, pa da bi šlo do znanja. Vse ima svoj namen. Prej sem omenila Al-Kedano fotografijo, je zelo preprost aparat, takole velik, noter damo po en prst, ali vseh 5 prstov naenkrat in nam pokaže avlično sliko avre. Znanost je še naprej, zdaj so PIP kamere, zgleda človek tako, kjer še hitreje ugotovijo naše pomanjkljivosti in vidimo žarčenje avličnega vitja. S PIP kamerami so snemali različne piramide, tudi piramide Sonca. Vidimo, da ima zelo lepo energijo, zelo blagodejno in da vibrira, tako kot človekovo telo. Tukaj so izsledki teh tunelov, ki grejo v spodi, primerjamo s tem, drugi nekaj srečuni je zelo natančna. Naj omenim na koncu še akcije mrav, da bi se te izkopovanja na piramidi Sonca in v dolini bosanskih piramid lahko čim bolj razširila. Vsako leto pridejo prostovoljci iz celega sveta, živijo tukaj v vasi, so nastali v hotelu, vsak dan se odločijo, kaj bojo delali tisti dan. Lahko grejo fizično delati, izkopavati kamne, lahko grejo na sekcijo, kjer kamne uštevilčijo, fotografirajo, čistijo in lahko grejo v sekcijo, kjer potem te kamne dobro obdelajo, preden jih pošljajo v laboratorije, zberejo, primerjajo, če so primerni. Lahko grejo v laboratorij, ki opazuje spremembe, lahko grejo v tunel, kjer spet tunele kopljajo, pa nosijo pesek in delajo klopce v tunela, karkoli je potrebno. Vsako leto je okoli 800 ljudi, mislim, lansko leto jih je bilo, prejšnja leta 400-600 ljudi, a ne na teh delovnih akcijah, to so prostovoljne. Dr. Osmanagič hodi že vrsto let v Slovenijo, mi tesno sodelujeva, tako da vsako leto pripravi nekaj predavanj. Lansko leto smo imeli serijo januarja, ki ga je Koper in pa Maribor. Poletje je bil Cankarjev dom, kjer sem sodelovala. Vidimo tukaj slika Cankarjevega doma. Bili so pa 4 predavatelji in sicer dr. Semir Osmanagič iz Bosne, Klaus Dona, zelo prijazen možakar iz Avstrije, iz Dunaja, sabo je prinesel takole veliko lobanjo. To so te lobanje, ki so po svetu, te kamite lobanje in je pokazal občinstvo, tako da smo lahko prijeli. Potem je Michael Tellinger iz Južne Afrike, izredno veliko znanja iz afriškega kontinenta, ki pravi prvi kontinent, kjer je bila civilizacija. In pa Valerij Uvarov, Rusija, ki sam gradi ogromne piramide kot energetske centre za zdravljenje ljudi. Dobiva sponzorska sredstva, nekateri Rusi imajo zelo velik financ in mu pomagajo in se ukvarja z raziskovanjem energij. Te iste goste bomo letos gostili v mesecu septembru v Ljubljani, 12. september v Ljubljani in 13. september v Maribor. Vendar še lokacija še ni čisto znana. Drugače vas pa vabim, ko vas bo pot peljala v Dalmacijo ali kakokoli drugače, zapeljte se skozi vas visoko, pogledajte si te piramide, tam so vedno na razpolago turistični vodiči, ki je z vami cel dan, govorijo več jezikov. Poglejte si, izkuste na lastno kožo, kaj ta vibracija, ki tako dobrodejno vpliva na spremembe in na zdravljenje. No, pa še enkrat vabilo na predavanja, ki jih lahko pogledate.
pogledate mimo grede. Povzetki teh predavanj so snemali 4 televizijske mreže iz lanskega leta, lahko jih najdete na moji spletni strani www.magdala.si. Objavljene vam tudi članke iz vseh večjih slovenskih časopisnih knjig medijo, in pa tukaj še sliko gospoda Pelkota, Janez Pelka, ki je bližu Celje doma. On je razvil pa posebno filjano fotografijo in je zdaj v visokem in smo tesni sodelavci. Jaz se vas zahvaljujem za pozornost, zdaj pa vas vabim k vprašanjem.